Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, gostje iz občine Trebnje in še posebej prijatelji iz društva Dobrnič. Lepo pozdravljeni na majski slovesnosti ustanove dr. Šiftarjeve fundacije Naši zakladi, ki smo jo letos poimenovali Pogum naprednih žensk. Ker se premalo govori o tem in ker bo v letošnjem letu 11. maja minilo 100 let od rojstva slovenske narodne junakinje Slave Klavore. Tako se danes še posebej spominjamo te pogumne ženske, aktivistke narodno-osvobodilnega gibanja, ki je povezana tudi z vrtom spominov in tovarištva na Petajncih. Na njo in njeno ilegalno srečanje s prekmurskimi soborci v poletju 1941. leta nas opominja spominska hruška, ki so jo že pred leti zasadili člani moškega pevskega zbora Slava Klavora. Kot talka je padla pod streli nemškega okupatorja, stara šele 20 let. Letos obeležujemo tudi 80-letnico ustanovitve Osvobodilne fronte, kjer so prav tako ženske pustile velik pečat. Ni naključje, da smo danes tukaj v vrtu spominov in tovarištev na Petajncih, kjer so se vedno zbirali ljudje, ki so se ukvarjali s kulturo in našo kulturno zgodovino, prosveto, politiko, mladi po letih in v srcu, in kjer se srečujejo ljudje, ki spoštljivo negujejo in ohranjajo zgodovinski spomin na slovensko uporništvo, partizansko gibanje in narodno-osvobodilni boj med drugo svetovno vojno, ustvarjanje temeljev državnosti in ustanovitev naše države, Republike Slovenije. Uvodno himno vrta Bosa pojdiva dekle ob sorej je zapel moški pevski zbor Slava Klavora Maribor, ki nam bo kasneje zapel še 4 pesmi. Spoštovani, pred nami je pester in prijeten program, ki ga letos zaradi epidemioloških razmer pripravljamo v prilagojeni obliki. K nagovoru najprej vabim predsednika uprave ustanove dr. Šiftarjeva fundacija, gospoda Ernesta Ebenšpangerja. Spoštovani gledalci, spoštovane gledalke, dragi prijatelji. Lepo pozdravljeni iz vrta spominov in tovarištva na Petajncih, kjer ustanova dr. Šiftarjeve fundacije letos prireja 19. dan spomina skupaj z društvom Dobrnič pod nazivom Naši zakladi in pa Pogum naprednih žena. Ta dogodek je že 19. v našem delovanju in ga žal danes predvajamo in posredujemo vam v taki obliki, ker nam situacija ne dopušča, da to prenašamo v živo. Želim vam prijetno počutje pri gledanju te naše svečanosti in vas prav lepo pozdravljam ter ostanite zdravi. Hvala, gospod Ebenšpanger. Kot vedno bo s svojim pozdravnim nagovorom potrdil povezanost ustanove in vrta ter njune domicilne občine Tišina gospod Franc Horvat. Z nič manjšim veseljem pa vabim k besedi tudi našega dragega gosta, župana občine Trebnje, gospoda Alojzija Kastelica. Spoštovani gosti društva Dobrnič, spoštovani kolega župan občine Trebnje, gospod Aloj Kastelic, cenjeno vodstvo ustanove dr. Šiftarjeve fundacije, spoštovani gostje, dragomčanke in občani občine Tišina. V naši sredi tudi predstavljam predstavnika Ruske federacije, gospoda namestnika konzula. Iskreno vas pozdravljam v občini Tišina preko elektronskih medijev, sedaj prvič, saj se zaradi stanja v državi, zaradi še vedno trajajoče pandemije koronavirusa, letos žal ne moremo srečati in podružiti v najlepšem botaničnem vrtu v regiji, v vrtu spominov in tovarištva na Petajncih, te lepem pomladen mesecu maju leta 2021. Sedaj že tradicionalno obujamo in se spominjamo naše skupne zgodovine
v duhu iskrenega spoštovanja in poklona velikim možem in ženam, ki so padli za svobodo našega naroda. Občina Tišina tesno sodeluje z ustanovo dr. Šifter fundacijo že od samih začetkov. Izjemne so njene aktivnosti in projekti, ki ohranjajo in prepletajo vezi naše domovine. Vsako leto pa se v srcih in mislih spominjamo idejnih očetov ustanove, dr. Vaneka Šifterja ter častnega občana občine Tišina, dr. Antona Vratuše, ki sta skupaj s sodelavci ustanove, svojim bogatim ustvarjalnim delom in mnogimi izkušnjami zaznamovala našo pokrajino ob Muri, kot tudi našo občino in našo regijo. Svečanost naši zakladi se leto že 19. poudarja in na vidno mesto sedanjosti in prihodnosti postavlja dosežke in uveljavljenost naših prednikov, ki se svojih korenin niso sramovali, ki so imeli veliko srce, ki je utripalo za svobodo, za mir, za enotnost, za poštenje, za častnost in ponos obraniti in ohraniti domovino za poznejše rodove. Rdeča nit letošnjega dneva spomina in tovarištva daje veljavo ter ponovno oživlja izjemne in pogumne ženske, ki so vdihale za svobodo našega naroda, ki so trpele, jokale, a pogumno živele življenje do zadnjega diha. Aktivno so sodelovali pri akcijah za osvoboditev naše takratne domovine in za dosego miru, ki je v tistih časih bil samo velika želja vseh, še posebej pogumnih žena in deklet. Vse pogumne ženske iz naše preteklosti pa so ta mir nosile tudi v svojem srcu in ga delile med druge in tako ustvarjale ter poskrbele za ravnotežje v vsej vojni vihri takratnega časa. Svojo preudarnostjo, pogumom, ki ga premore marsikatera ženska, so prispevale v mozaik razvoja in preobrata izida druge svetovne vojne, ter so prispevale svoj levji delež tudi za ceno lastnega življenja. Slava njim. Temeljna pravica človeka je mir, za kar si je potrebno nenehno prizadevati. Mir ni samo mir brez streljanja, brez pušk in bomb, torej brez vojn. Mir je tudi mir duha, mir duše, torej spokoj v človeški notranjosti. Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, že 19. prireditve naši zakladi Vrtcu spomin in tovarištva na Petajncih. Želimo prijeti v počutje o spremljanju te lepe svečanosti prek elektronskih medijev. Iskrena hvala gostom za popestritev programa letošnjega dneva spominov in tovarištva. V upanju, da se drugo leto srečamo pod krošnjami čudovitih dreves in prijetnem ambientu na sedežu ustanove dr. Šifterne fundacije na Petajncih, v občini Tišina vse lepo pozdravljen. Vse mnoge prijateljske vezi, ki jih stkamo med seboj, nas povezujejo in nas na naših poteh življenja pozitivno zaznamujejo in nas pogumljajo za dobro in plemenita dela. Srečno na snidenju drugo leto tukaj v Vrtu na Petajncih. Hvala. Spoštovane gledalke in gledalci, veliko čast in zadovoljstvo mi je, da vas danes pozdravim tukaj v Tišini oziroma v občini Tišina in v Petancih. Zahvala za povabilo kolegu županu Francu Horvatu in seveda gospodu gostitelju Marjanu Šifterju. Hvala tudi Veri Klopčič za povabilo. Občina Trebnje leži med Ljubljano in Bregano, nekje na pol poti, je hitro razvijajoča občina, pa ni bilo vedno tako. V preteklosti smo imeli kar veliko razvojnih težav, v zadnjih letih pa sorazmerno hitro napredujemo. Dogodki, ki so se odvili v času druge svetovne vojne v Dobrniču, so pomembno zaznamovali slovensko zgodovino in predvsem žene. Kajti tam so se sestale v vihri vojne in tedaj postavile pot k enakopravnosti v družbi obeh spolov. Od takrat naprej so se razmere tudi za ženske precej spremenile, precej izboljšale in vsi smo veseli tega. Dovolite, da se zahvalim Fundaciji Šifter, da v tem prekrasnem parku pravzaprav združuje spomine na težke čase, spomine na prave ljudi. Pravzaprav v tem parku lahko vidimo cel kulturni slovenski prostor, to se pravi zaznamovan z drevesi, tako bomo tudi danes zasadili drevo.
Še enkrat vsem hvala za povabilo in povabilo tudi vsem Trebancem, Dolencem, da obiščejo ta park. Mislim, da je čudovit in da sem zdajle prebil par uric tukaj, to se pravi enem čudovitem ambientu, kjer pa zgodbe kar vrvijo eno za drugo. Hvala za povabilo in vse dobro vam želim. Hvala županoma, gospodu Horvatu in gospodu Kastelicu. Spoštovani, v posebno čast mi je, da k slavnostnemu nagovoru povabim dr. Vero Klopčič, predsednico društva Dobrnič in članico programskega sveta ustanove dr. Šiftarjeva fundacija. Spoštovani vsi, počaščena sem, da lahko spregovorim nekaj besed kot slavnostna govornica na tako pomembnem dogodku, kot je majski praznik Šiftarjeve fundacije, s katero sodelujem že vrsto let. Vedno se rada vračam v te kraje. Še posebej rada pridem na pogovor o tako pomembni temi, kot je ženska enakopravnost. Želim povedati nekaj besed o društvu Dobrnič, ki je častni gost in slavljenec na tej slovesnosti, in o gibanju za pravice žensk v današnjem času. Seveda, želim spregovoriti o pogumu zavednih žena v Sloveniji. Najprej bom spregovorila o društvu Dobrnič. Društvo Dobrnič, katerega predsednica sem, je nastalo na pobudo veterank NOB za ohranjanje spomina na prvi kongres Ženske protifašistične zveze. Ta kongres je potekal v oktobru leta 1943 v Suhi krajini, v kraju Dobrnič. Naše društvo je dobilo ime po tem dogodku. To se pravi, leta 1943, v času surove vojne vihre, so se ženske zbrale in organizirale ta prvi kongres. In to je izreden dogodek tako v slovenskem kot v evropskem merilu. Namen društva Dobrnič je večplasten. Ohranjanje spomina na dogodke iz preteklosti, zbiranje gradiva, spodbujanje raziskovalnega dela in objavo gradiva o teh dogodkih ter spodbujanje enakopravnega sodelovanja žensk v javnem življenju. Promocija njihovih dosežkov in del. Če povzamem, je glavna naloga društva Dobrnič ohranjanje enakopravnosti in dosežene ravni varstva pravic in uveljavljanje žensk v slovenskem prostoru. Društvo Dobrnič v sodelovanju z občino Trebnje, enoto Zveze borcev v Trebnjem in kulturno-turističnim društvom Dobrnič vsako leto v oktobru organizira proslavo v spomin na prvi kongres. To je največji vsakoletni shod žensk v Sloveniji. Posebna dodana vrednost je v tem, da so med udeleženci in udeleženkami predstavniki vseh generacij. To se pravi, je na proslavah vedno živahno. Slavnostne govornice so vedno ženske, ki so se uveljavile v umetniškem, kulturnem, političnem prostoru. Med njimi so tudi predstavnice naših manjšin iz zamejstva, iz avstrijske Koroške in Italije. Pred leti je nastopal partizanski pevski zbor iz Trsta. Mnogi med njimi so nam zaupali, da je pogum in sodelovanje delegatk spodbuda za njihovo delovanje tudi v današnjem času. Na dan proslave, to se pravi sredi oktobra, skupaj z kulturno-turističnim društvom iz Dobrniča organiziramo pohod po poti Mare Rupena, moje mame, ki je kot domačinka iz Mirne Peči pomagala pri organizaciji kongresa in bila prva sekretarka prvega kongresa Slovenske ženske protifašistične zveze. Poimenovanje kraka Evropske pešpoti po Mari Rupena sta pred skoraj 20 leti predlagali dr. Ana Barbič in dr. Maca Jogan. Poleg tega se naše društvo prizadeva za zbiranje gradiva, raziskovanje in objavljanje znanstvenih in strokovnih del.
da bi se ohranil avtentični spomin na dogodke iz preteklosti in na pogumne ženske iz naše zgodovine. Tudi na ta način zagovarjamo enakopravnost žensk v javnem življenju. Društvo je tako uspelo, da je Muzej novejše zgodovine prenovil in na novo postavil zbirko gradiva prvega kongresa v spominski sobi v Dobrniču, v kulturnem domu, kjer je v vojnem času potekal prvi kongres. S temi dejanji ohranjamo spomin in izročilo ženskega gibanja v Sloveniji, ki se je prav v teh prelomnih zgodovinskih trenutkih izoblikovalo kot svobodomiselno, povezovalno, odprt in miroljubno gibanje. Vizija udeleženk kongresa in njihovo delo je bilo upor proti nasilju, krivicam, zavezanost plemenitim vrednotam humanizma in človekovega dostojanstva za vse. To ostaja idejna zasnova dela Dobrnič še za naprej, našega društva Dobrnič še za naprej. V današnjem času velikih sprememb in hitrih naglice nam pogosto zmanjkuje časa za refleksijo o dogodkih iz naše zgodovine. Vendar nam le zgodovinski pogled in spomin na pogumne dejanja pomaga razumeti sedanjost in ukrepati v prihodnosti. In to zavedanje, da so te pogumne ženske morale premagati številne ovire in nasprotovanja, da so si ustvarile svoj prostor za izražanje v javnem prostoru, to je spodbuda za tako delovanje tudi naprej. Danes je gibanje za enakopravnost žensk eno od vodilnih gibanj v svetu za ozaveščanje o nevidnih dimenzijah človekovih pravic. Za nas, za druge, za vse. V svetovnem merilu se prebujajo in uveljavljajo gibanja za opolnomočenje do sedaj zatrtih in zatiranih skupin, ki zahtevajo svoje mesto v javnem življenju in v zgodovini percepcije razvoja človeštva. Prav gotovo je področje človekovih pravic eden od večjih dosežkov moderne dobe, ki se manifestira na vseh področjih družbenega življenja in ga v sodobnosti zaznamuje zahteva po odpravi diskriminacije in upoštevanju kulturne raznolikosti. To je zelo pomembno, vendar ni dovolj. Deklarativno sprejete in dobro zasnovane vsebine v današnjem času zahtevajo nov zagon pri realni oceni in pri izvedbi v dejanskem življenju. Tako kot se pogosto postavljajo vprašaji pod vsako od teh besed, ki smo jih danes videli v naslovu te prireditve, pogum, napredek, zavednost, ženske, ravno tako se tudi vprašanje ženske enakopravnosti ne more enostransko obravnavati in zahteva skupni razmislek in družbeno soglasje o vlogi in položaju žensk v družbi. Pravice žensk so kot poseben segment univerzalnih človekovih pravic v Evropi prisotne tako v akademskih in strokovnih razpravah in v načrtovanju strategij in mednarodnih organizacij in ustanov. V okviru Evropske unije in Sveta Evrope delujeta posebna urada in inštitut za dosego enakopravnosti žensk. Kljub temu se enakopravna vloga žensk izgublja, ko se vzpenjamo po socialni lestvici in politični ali gospodarski moči, kjer še vedno prevladuje moški spol. Ženske pa ostajajo na obrobju dogajanj ali pa morajo vložiti veliko več napora, da dosežejo svoj prostor in možnosti za izražanje svojega mnenja. Tudi danes, v času pandemije in omejevalnih ukrepov,
Pasivnost ob kratenju ženskih pravic opogumlja tiste, ki jim ustreza status quo in ženska podrejenost. Različne oblike podrejenosti in nalaganja novih obveznosti žensk se običajno prikrivajo s tradicijo, prirojenimi ali omejenimi možnostmi in sposobnostmi žensk in podobno. Po dostopnih in objavljenih podatkih so v času pandemije večji del bremen v razporejanju družinskega dela prevzele ženske, ko so bile družine izolirane od socialnih stikov. Nažalost se je v času pandemije močno povečalo tudi nasilje nad ženskami v družinskem okolju, kar se je ponekod končalo celo tragično. Policija je v Sloveniji v času prvega vala pandemije obravnavala 177 kaznivih dejanj nasilja v družini. To se pravi 20% več kot v istem obdobju lani. Najpogosteje so žrtve fizičnega, psihičnega, ekonomskega ali vseh teh oblik nasilja prav ženske. Ob tem bi rada spomnila, da je Organizacija združenih narodov že v letu 1999 razglasila 25. november za dan boja proti nasilju nad ženskami. Njen generalni sekretar Guterres je pozval mednarodno javnost naj prekine oborožene spopade in odpravi nasilje nad ženskami v družini. Vlade držav celega sveta je pozval, naj bo preprečevanje nasilja nad ženskami ključni del nujnih mednarodnih in nacionalnih aktivnosti za odpravo posledic pandemije covida. Pomoč žrtvam nasilja v Sloveniji izvajajo nevladne organizacije, naj omenim samo nekatere: Zveza prijateljev mladine, Društvo za nenasilno komunikacijo, SOS za ženske in otroke žrtve nasilja. Manjka pa vključenost v državne strategije. Na državni ravni in v celotni javni sferi. Glede na zaskrbljujoče stanje je predvsem nam in naloga, da tradicijo aktivnega delovanja požrtvovalnih, nesebičnih, pogumnih in naprednih žensk vključimo v sodobni čas kot del aktivnega delovanja in odziva na kršitve človekovih pravic. Odgovore moramo poiskati v nas samih in v dosežkih ženskega gibanja na Slovenskem, ki je bilo vedno dobronamerno, svobodoljubno in odprto za nova obzorja. Pogumne ženske iz naše zgodovine so se zavzemale za enakopravnost, za volilno pravico, splošno pravico do izobraževanja, zaposlitve in sodelovanja v javnem življenju, zavedajoč se, da je v tem naša skupna prihodnost in skupna moč. Društvo Dobrnič je sodelovalo pri mnogih dogodkih povezanih z 8. marcem, mednarodnim dnevom žena, in se trudi za ohranjanje spomina na zgodovinske osebe, like žensk, ki so svojimi delom zaznamovale svoj čas. Ustvarjali in krepili smo mrežo z ustanovami, kot so Ženski lobi, Tiger, Šiftarjeva fundacija, odbor taborišnic Ravensbrück. To ostaja temelj našega delovanja, saj smo odprti za sodelovanje z vsemi, ki želijo sodelovati in temeljijo na vrednotah odporniškega, svobodoljubnega in antifašističnega izročila. Na ta način Društvo Dobrnič ohranja spomin na prvi kongres Ženske protifašistične zveze in na druge pomembne dogodke in na izročilo ženskega gibanja v Sloveniji, ki nas spodbuja k dejavnosti in pogumu tudi pri soočanju z izzivi današnjega časa. Na koncu se v imenu Društva Dobrnič zahvaljujem Šiftarjevi fundaciji za vabilo na današnjo svečanost. Zahvaljujem se vsem, ki ste današnji dogodek organizirali in izpeljali, ter vsem vam, ki ste me poslušali, se zahvalim za pozornost. Hvala. Sonce
Hvala za lepo in čustveno doživetje, za pogum naprednih žensk, spomin in zahvalo pogumu Slave Klavore in vsem, ki so se borili in se borijo za boljši jutri. Naj nam bodo vzor. Z nami je tudi magistrica Majda Potrata, članica upravnega odbora društva Dobrnič. Posaditev rumenega drena, ki ga društvo Dobrnič posveča vsem junaškim ženskam, je ustrezna priložnost za razmislek o ženskah, ki na različne načine, z različnimi dejanji, v različnih okoliščinah in na različnih krajih s svojim junaštvom zaznamujejo svoj čas in iz preteklosti vplivajo ne samo na posameznike, ampak na družbo kot celoto. V vsakem času so živele, živijo in bodo živele take posameznice in ko govorimo o eni, govorimo o vseh. In ko mislimo na vse, se zavedamo, da brez junaških posameznic ne bi bilo ne obstoja in ne razvoja. Moja misel se ustavlja ob narodni herojinji Slavi Klavori. Z njo, ki je bil odmerjen le kratek vek, se vračamo v tisti kruti čas, v katerem se je odločalo o usodi slovenskega naroda. Je ena od 21 slovenskih oziroma 91 jugoslovanskih narodnih herojin. Samo petina od njih jih je dočakala svobodo. 11. maja bo minilo 100 let od njenega rojstva in 24. avgusta 80 let, odkar je bila na notranjem dvorišču mariborskih zaporov ustreljena kot talka. Tega dne so ustrelili 10 talcev, naslednji dan še 3. Streljanje so si prišli ogledati mariborski nemški funkcionarji, iz notranjosti zapora pa so dogajanje spremljali zapornice in zaporniki ter pazniki. Opazovalci so kasneje največ govorili o Slavi Klavori in njenem junaškem vedenju. Po prebrani obsodbi je vzkliknila živela komunistična partija
in obsojenci so zapeli ustanitev suženjstvo prekleti. Ustaljena je bila v drugi peterici. Med ustreljenimi sta bila tudi Franjo Vrunč in Slavko Šlander. Plakati so meščane obveščali, da je bila ustrelitev povračilo za sodelovanje z osvobodilnim gibanjem. Žrtve so odpeljali v Gradec. Razmere so se v Mariboru zaostrovale zaradi aretacij in izdaj, zaradi deportacij pa je bilo vse manj varnih krajev, kjer bi ilegalci lahko prespali ali se neopaženo sestajali. Predvsem komunisti in skojevci so sicer bili vajeni ilegalnega delovanja odprej, vendar je bilo zdaj dosti bolj nevarno. Vedno težje je bilo najti zanesljive, narodno zavedne ljudi. Nemci so svoj raznorodovalni načrt začeli uresničevati takoj po prihodu. Najprej so razpustili vsa kulturna, politična, verska in športna društva, zasegli njihove arhive in premoženje. Slovensko žensko društvo v Mariboru, na primer, je bilo ukinjeno že 27. aprila. Ker so Nemci imeli imena članic in članov društev, je za mnoge bivanje v Mariboru postalo prenevarno. Veliko jih je mesto zapustilo, Slava Klavora pa se je v začetku vojne vrnila iz Zagreba v Maribor in prevzela pomembno vlogo v organizaciji osvobodilnega gibanja. Po izgnanstvu njenih staršev v Srbijo julija 1941 ji je sestra svetovala, naj gre k sorodnikom v Kranj, vendar jo je zavrnila, da je njeno mesto tu, v Mariboru. Slava Klavora je bila najmlajša med 7 otroki v družini, vajeni skromnih razmer. Doma ob reki Dravi, v hiši nasproti vodnega stolpa, se je navezala na naravo in vrstniško družbo. Kot srednješolka je veliko planinarila in kolesarila. S sošolko Vero Hohmiller sta prekolesarili Dravsko dolino in prehodili Pohorje, Savinjske Alpe in druge vrhove. Sama se je s kolesom podala do očetove čez Soče in še naprej do italijansko-francoske meje. S športno aktivnostjo je skušala odpraviti rahlo šepavost na levi nogi, kar ji je v veliki meri uspevalo. Med sošolkami in tudi starejšimi od sebe je našla prijateljice, svoje somišljenke in sodelavke. Ker jih je bilo veliko iz priseljenih primorskih družin in predvsem iz delavskih, so ji bile v veliko oporo, ko je morala najti varne prostore za aktivnosti. Navezala je prve stike z levo usmerjenimi mladimi izobraženkami in se v njihovi družbi in družbi že uveljavljenih mladih političnih aktivistov pripravljala na svoje kasnejše delo. Povezovali so jih pogovori, obiski kulturnih prireditev in predavanj Zveze mladih intelektualcev ter predavanj Meščanskega ženskega društva. V njegovem feminističnem odseku so imele predavanja in govorne nastope ter se tako pripravljale na javno nastopanje in vodenje političnih debat. Poleg drugega je društvo zbiralo finančno podporo in štipendije za dekleta iz delavskih družin. Dobila jo je tudi Slava Klavora. Veliko je brala, na pamet je znala cele odlomke iz Cankarja in tudi sama je kaj napisala. Leta 1939 je izšlo ciklostirano glasilo Naša beseda. Med 7 avtorji, ki so se podpisali s psevdonimi in se označili kot Krog mladih, so znani aktivisti in tudi Slava Klavora. Njeni sta 2 pesmi, povezani v celoto in sta prispodoba življenja lepe duše in njenega neizbežnega konca. Podpisala ju je s psevdonimom Mladovana.
Po končani trgovski akademiji se je jeseni 1939 vpisala na ekonomsko-komercialno visoko šolo v Zagrebu, kjer je postala članica Akademskega društva Triglav in bila sprejeta v komunistično partijo. Udeleževala se je študentskih demonstracij in protestov, od mladih komunistov pa je nanjo najbolj vplival Max Durjava. Še vedno je prihajala v Maribor in bila med organizatorji študentskih delovnih in narodno-obrambnih taborov ob severni meji. O ilegalnem delu v Osvobodilni fronti so ohranjeni redki dokumenti. Iz blagajniškega dnevnika pokrajinskega komiteja Partije za Štajersko od aprila do septembra 1941 je mogoče slediti potem Slave Klavore, ki jih je opravljala kot članica pokrajinskega komiteja. Bila je sodelavka Slavka Šlandra, Miloša Zidanška, Lea Novaka, Biba Röka, Jožeta Hrmanka in drugih. Ptuj, Celje, Domžale, Trbovlje in Prekmurje so kraji, kamor so jo večkrat vodile kurirske poti. Kot organizacijska sekretarka SKOJ za Maribor je najtesneje sodelovala z Bojanom Ilihom. Večina podatkov pa je iz ustnih virov. Vanek Šiftar je bil njena prekmurska zveza. Pripovedoval je, kako so se štajerski in prekmurski kopalci v vročem julijskem dnevu pri Petancih neopazno pomešali in kot razposajeni zaljubljenci preplavali Muro, tako da je Slava lahko neopazno odšla na sestanek s prekmurskimi voditelji upora. Spreminjala je svoj videz in če ni našla varnega prenočišča pri znancih in prijateljih, je prespala v zasilnih skrivališčih, v vrtnih utah, na podstrešjih in na senu. Izkazala se je kot pogumna, iznajdljiva in zanesljiva ilegalka. Toda prostor okrog nje se je zapiral in 7. avgusta so jo zaradi izdaje ujeli, zasliševali in mučili. Na zaslišanjih se ni zatekla k odgovoru ne vem, ampak je odgovarjala ne povem, kar je zasliševalce še bolj raztogotilo. 18 dni mučenja in samice je ni zlomilo. Končalo se je življenje dekleta, ki ga je Gema Hafner opisala kot brhko, rdečelično dekle, prej majhne kot srednje postave, valovitih kostanjevih las, z lepo rezanimi polnimi ustnicami in belimi zobmi, dekle, ki se ni lepotičilo, vendar z obrazom, na katerem je bilo nekaj, česar nisi mogel pozabiti. Njeno podobo ohranjata bronasti doprsni kip Vlaste Zorko in kip iz teraca Miroljuba Kostiča. Obe skulpturi sta postavljeni v okolje, kjer se giblje veliko mladih ljudi. Se kdaj vprašajo, kdo je bila Slava Klavora? Kdaj in zakaj je živela? In kdaj in zakaj je umrla? Kaj je upala? Čemu zaupala? Zakaj so ji postavili spomenik? Ali jo sploh opazijo? Kdo bo ohranil spomin nanjo in njeno žrtev? Kako je biti ženska včeraj? Biti učiteljica v času vojne? Bo odlomek iz spominov Majde Škufca prebrala Irena Štuhec. Rada sem učila, zelo rada. Proti koncu septembra leta 1944 je Majda Škufca, komaj 17-letna absolventka prvega partizanskega pedagoškega tečaja, ki je trajal od 24. julija do 4. septembra v Dobličah pri Črnomlju, doma s potoka pri Straži, dekle s kitkami, peš pripotovala v lepo, urejeno šolo Šmihel pri Žužembergu kot začasna učiteljska moč.
Pot iz Dublič do prvega delovnega mesta je bilo treba prehoditi čim prej. Spotoma sem poiskala nekaj sorodnikov, doma na potoku in v Jurki vasi niso bili več varni. Zaporov so imeli dovolj za sabo. Spotoma sem se ustavila v Podhosti pri Zvonetu Percu, vodji tamkajšnje etapne kuhinje, ki mi je izročil nekaj papirja za šolsko rabo. V tem kraju so bili pogosti spopadi med partizansko in sovražno vojsko. V nevarnih časih sta si učiteljico Novinko skrili v poseben kletni prostor, tudi župnik, ki je kdaj omogočil, da se hitro preoblekla Snežilko z ruto na glavi. Učbenikov in zvezkov skoraj da ni bilo. In celo krede ne. Največ je pomenila živa učiteljičina beseda. Pri Majdi so se večkrat ustavljali kurirji za upno pošto. Če so jo spotoma prinesli še kakšno prgišče soli, je bila še posebej vesela. Razdelila jo je ljudem, ki so ji dajali hrano. Morala bi odpotovati tudi na skupščino Strokovne zveze učiteljev Črnomelj, na kateri je bila izvoljena v nadzorni odbor, a se je zaradi dolge poti in zaradi dela v šoli ni mogla udeležiti. Pred Črnomljem smo zaslišali močno streljanje. Pozdrav osvoboditvi. Nepopisno srečni smo bili. In Majda dodaja, ne da se povedati, kaj pomeni svoboda. 12. maja je bila z dekretom določena za učiteljico v Zagradcu, 1945 je prišla poučevati v Dolenjske Toplice. Potem se spominja povojnega časa. Nič nam ni bilo podarjeno. Še matura nas je čakala in izpiti. Toda razmere so terjale, da sem učiteljsko delo zapustila in se zaposlila zunaj šole. Potrebovala me je družina. Izgubila sem starše, zelo sem pogrešala mamo. Najbolj v letih odraščanja. Iz vojnih časov sem prinesla bolezen. Bolezen v pljučih. Še danes mi je hudo. Rada sem učila. Toda ponosna sem, da sem ženska. Da sem se že kot mlada opredelila za pokončnost, drznost, lastno razmišljanje in za napredno, svobodno misel. Majda Škufca je bila odlikovana z državnim odlikovanjem z redom zaslug za narod srebrno zvezdo. Zapisal Jože Škufca, Dolenjski list, 12. februar 2004. Počivaj jezero v tihoti in listje rahlo mi šumi. Ob jezeru v temni noči mlad partizan molče stoji. Dekle je obljubo dalo, da bo čakala tisti dan, ko bo svoboda zasijala, ko vrne se njen partizan. Drugo leto borbe mine, prejela draga pismce, da partizanu vrh planine prebila krogla je srce. Jezero v tihoti in listje rahlo mi šumi. Na dnu samotnega jezera dekle nesrečne
desnice prožimo. Svoboda, svoboda i sloga druži, spajaj nas. Zdravo, 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 to bratski je glas, svečanika čas, ko si desnice prožimo. Svoboda, svoboda i sloga druži, spajaj nas. Zdravo, zdravo, zdravo. Zahvaljujem se pevskemu zboru Slava Klavora in njihovemu umetniškemu vodji Aleksandru Čonču, ki so tudi tokrat, kot že neštetokrat, obogatili naše prireditve in slavnostne dogodke v vrtu in tudi drugje. Pred svečano zasaditvijo spominskega drevesa vabim še predstavnika veleposlaništva Ruske federacije v Republiki Sloveniji, Nikolaja Ljašenka, da ob spominskem drevesu, ki ga je pred 2 letoma zasadil veleposlanik Ruske federacije Duku Zavgajev, spomin na padle borce Rdeče armade na tako imenovani Murski fronti počasti spomin na neustrašne borke in junakinje Rdeče armade in slovenske partizanke in borke proti fašizmu in nacizmu. Уважаемые гости, дорогие друзья, благодарю вас за возможность принять участие в праздновании 76-й годовщины победы над фашизмом. В нашей стране, потерявшей в годы Второй мировой войны более 27 миллионов граждан, это поистине всеобщий праздник со слезами на глазах, день народной гордости и скорби, день вечной памяти о подвиге наших отцов и дедов, спасших мир от нацизма. Сотрудничество государств антигитлеровской коалиции сегодня остается нашим общим наследием, примером объединения народов во имя мира и стабильности. Мы всегда будем помнить помощь союзных держав, самоотверженную борьбу антифашистов, партизан и подпольщиков Словении и других стран. В славянской земле покоятся тысячи красноармейцев, отдавших жизнь в борьбе с фашизмом. Мы глубоко признательны руководству Словении и всем словенцам за бережный уход за памятниками и захоронениями. Сегодня мне хотелось бы сказать несколько слов о роли женщин в годы Второй мировой войны, Великой Отечественной войны. В Советском Союзе за 4 года войны, по данным Министерства обороны России, было мобилизовано 29 миллионов 575 тысяч человек. А всего вместе с кадровым составом, находившимся к 22 июня 1941 года на действительно военной службе в Красной армии и военно-морском флоте, в течение всей войны надевали шинели около 34,5 миллионов человек. Всего же на военную службу в эти тяжелые 4 года было призвано 490 235 женщин. Не было такой военной специальности, которой не овладели бы женщины во время войны. И везде они показали себя как истинные патриотки. За мужество, самоотверженность, героизм, проявленный на полях сражений, 150 тысяч женщин были награждены орденами и медалями. 96 человек стали героями Советского Союза и Российской Федерации. Весомый вклад в борьбу с оккупантами внесли женщины в партизанских формированиях. История не знала столь массового участия женщин в партизанском движении, как в годы Великой Отечественной войны. По учетным данным Центрального штаба партизанского движения на 1 января 1944 года из около 300 тысяч советских патриотов, участвовавших в партизанской борьбе, было порядка 27 тысяч женщин, а в отдельных отрядах они составляли около четверти всех партизан. Сегодня в Словении вспоминают народного героя Югославии Славу Клавору. На момент начала войны ей было всего лишь 20 лет. Это славянская партизанка, которая после начала Второй мировой войны в Мариборе заняла должность секретаря Союза коммунистической молодежи Югославии и начала организацию партизанских отрядов на севере страны. В августе 1941 года ее арестовала гестапо, отправила в тюрьму в Граце, после долгих пыток расстреляли в Мариборе.
В России в этот день также вспоминают героиню советского военного периода, комсомолку Зою Космодемьянскую, которая пришла добровольцем на фронт, будучи еще школьницей. 29 ноября 1941 года она была повешена фашистами. Ей было всего лишь 18 лет. Зоя Космодемьянская стала первой женщиной в годы Великой Отечественной войны, посмертно удостоенной звания Героя Советского Союза. На месте роковых событий есть монумент со словами «Зоя – бессмертной героиня советского народа». По рассказам очевидцев, последними словами партизанки, обращенными к палачам, были: «Вы меня сейчас повесите, но я не одна. Нас 200 миллионов». Зоя Космодемьянская, как и многие ее современники, стала символом героизма, самоотверженности и патриотизма. Об их подвигах можно говорить вечно. Дорогие гости, высокая цена была заплачена за Великую Победу. Взаимное доверие, как показывают уроки прошлого, можно выстроить только на прочной основе исторической правды. Наш общий моральный долг – совместно противостоять попыткам переписать историю Второй мировой войны, манипулируя фактами, оправдать нацизм и его преступления. Пользуясь случаем, хочу пожелать всем здоровья, мира, счастья и благополучия. С наступающим Днем Победы! Спасибо. In sedaj povabilo. Naprošam predsednika ustanove dr. Šiftarjeve fundacije, gospoda Ernesta Ebenšpangerja, dr. Vero Klopčič, predsednico Društva Dobrnič in župana občine Tišine, gospoda Franca Horvata, ter občine Trebnje, gospoda Alojzija Kastelica, da posadijo rumeni dren, ki bo ponos vsem junaškim ženskam. Ženskam, ki ljubijo svobodo. Svobodo, ki se spreminja in sanja. Svobodo, ki je dih in je zrak, ki nas ohranja, ki je velika vrednota, vredna sleherne cene. Hvala vam, spoštovani gostje iz Društva Dobrnič in županu občine Trebnje za vaše sodelovanje pri pripravi in izvedbi današnje slovesnosti v čast in spomin na pogumne napredne ženske v slovenski zgodovini in vsem, ki soustvarjajo našo sedanjost in bodočnost. Vsem, ki ste ali boste spremljali današnji dogodek preko različnih medijskih kanalov, pa želim v imenu ustanove dr. Šiftarjeva fundacija vse dobro, prijetne dneve, ki so pred nami. Verjamemo, da se bomo leto ob Sorej ponovno srečali tukaj v vrtu spominov in tovarištva, v živo. Srečno! Daj zapoj nam o tajnah morja in kar veter govori, dan sinjega neba in o smelih velikih ljudi.